se videlo, svi ja. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, spoštovani praporščaki, člani artilerijske enote Slovenske vojske, predstavniki veleposlaništev, predstavniki občine in domačini, lepo pozdravljeni v Škrbini. Danes se zbiramo ob spominski plošči padlih in umrlih padalcev, da v tihoti in spoštovanju ohranimo spomin na tiste, ki so v najtežjih časih izbrali pogum, zvestobo in ljubezen do domovine. Čas mineva neizmerno hitro. Priče vojne se izgubljajo, a vrednote, za katere so ti možje živeli in umrli, ostajajo. Mir še zdaleč ni nekaj samoumevnega, je sad poguma, dialoga in srčnosti. Zato je današnji poklon hkrati spomin in obljuba, da bomo njihovo daritev nosili naprej vsak na svoj način, v vsakdanjem življenju in v svojem srcu. Naj bo današnji trenutek priložnost, da se ustavimo, se zahvalimo in se spomnimo, zakaj je mir največja zmaga, ki jo lahko doseže narod. Pred mikrofon vabim župana občine Komen, magistra Erika Modica, da z nami deli nekaj uvodnih besed. Spoštovani sorodniki primorskih padalcev, spoštovana namestnica veleposlanice Združenega kraljestva, spoštovani. V letošnjem letu smo obeležili 80 let od konca druge svetovne vojne. To je največja morija v sodobni civilizaciji. In tukaj se moramo spomniti tudi tistih žrtev, ki so pomagali k temu, da smo lahko danes svobodni. Ogromno ljudi se je zopostavilo fašizmu in nacizmu in ne glede na to, da so vedeli, da bojo žrtvovali svoje zdravje in v številnih primerih tudi svoje življenje. In med najbolj tragične junake te druge svetovne vojne lahko štejemo prav naše primorske padalce. Najprej so mogli služiti v italijanski vojski, ki so bili prisilno vpoklicani, potem so prišli v anglo-ameriško ujetništvo in tam bi se lahko njihova zgodba končala. Lahko bi počakali do konca vojne in bi prišli domov brez kakšnih večjih problemov. Ne, oni so se odločili, da hočejo prispevati svoj delež k temu, da se premaga nacizem in fašizem v Evropi in da pomagajo osvoboditi Slovenijo, da pomagajo osvoboditi Primorsko. In sigurno so se zavedali tega, da bo to riskanten podvig. Kljub temu so šli v to. Po moje se pa niso predstavljali, da bojo postali nekatere izmed njih žrtve povojnega oziroma tudi ob koncu druge svetovne vojne že revolucionarnega nasilja. In tukaj je ta tragika. Ker so se matrali, so se borili, so se izurili za to, da bi tekmovali skupaj z drugimi v tem, da premagajo sovražnika in na koncu so jih lastni ljudje pokončali. 12 od teh 27 padalcev nimajo svojih grobov. Ne vemo, kje in kdaj so bili pobiti.
In zato je toliko pomembno, da se njih spominjamo, da vsako leto, da imamo tukaj to proslavo, to slovesnost tukaj v Škrabini, da se njih spomnimo. To smo dolžni z naše pietete do njih in seveda tudi do njihovih sorodnikov. Po drugi strani smo tudi dolžni zaradi nas samih, da se zavedamo celovite resnice v drugi svetovni vojni, ker samo če priznamo tudi tisto resnico, ki je lahko marsikdaj boleča, bomo lahko gradili zdrave temelje za našo prihodnost in poskrbeli za to, da take zadeve ne smejo več ponoviti. Na tem mestu bi jaz javno se zahvalil gospodu Ivo Jevnikarju, ki je že več kot 25 let skrbi za to, da nam ne samo ob teh spominskih slovesnih tukaj v Škrabini poskrbi slavnostnega govornika, ampak tudi poskuša čim bolj pomagati pri tem, da se to dobro medijsko pokrije. Predvsem pa se zahvaljujem za to, da pripravi na predvečer tega dogodka tudi nek kulturno-spominski, zgodovinski večer skupaj z Komensko knjižnico, kjer nam tudi 80 let po drugi svetovni vojni zna prikazati nove dejstva, nove zanimivosti iz tistega medvojnega časa in da zvemo čim več o usodi naših primorskih padalcev. Hvala tudi predstavnikom veleposlaništva Združenega kraljestva, da so vsako leto tukaj z nami in da skupaj se spominjamo skupnega boja proti fašizmu in nacizmu, ker na teh temeljih stoji današnja Evropa. Hvala lepa, predvsem pa tudi vsem vam tukaj, da ste od tako lepem številu tudi letos tukaj in pripričan sem, oziroma tako kot vem po obrazih, vsako leto ste tukaj, vsako leto pridete sem in to je dokaz, da za vse nas primorski padalci niso umrli, da živijo še naprej v naših srcih in brez vaše prisotnosti ta dogodek ne bi bil nič tukaj. To bi bil samo nek politični dogodek, ko se samo dobijo neki politiki pa zgodovinarji, ampak tukaj, ko ste vi domačini in tudi z drugih koncev Primorske in Italije, dokazujete, da vam je mar za usodo naših primorskih padalcev. Hvala lepa vsem za to čudovito prisotnost. Slava našim primorskim padalcem. Gospod župan, najlepša hvala. Vsaka roža, vsak venec je zgodba. Zgodba hvaležnosti in spoštovanja. Naj se tišina, ki se bo zdaj razlila med nami, dotakne vsakega spomina, ki ga nosi ta kraj. Vljudno vabim predstavnike, da položijo vence v spominsko ploščo.
Poklonimo se jim še z minuto molka. Slava jim. Naši padalci so v času druge svetovne vojne prehodili zahtevno pot, od italijanskih rojakov do zaveznikov, angleških borcev za svobodo in mir. Nosila jih je ljubezen do doma, do domovine in do svobode. Zato nas še posebej veseli, da je danes z nami namestnica veleposlanice Združenega kraljestva, kateri sporočamo pozdrav. Današnja slavnostna govornica je gospa Irena Uršič, zgodovinarka iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine. Gospa Irena, vljudno vabljeni pred mikrofon. Spoštovani župan občine Komen, magister Erik Modic, spoštovana odpravnica poslov na britanskem veleposlaništvu, gospa Helen Teasdale, spoštovani svojci padalcev in spoštovani vsi navzoči. Letos mineva točno 80 let, odkar je represivni aparat slovenske komunistične oblasti v obliki tajne politične policije OZNA likvidiral polovico slovenskih, večinoma primorskih padalcev, članov britanskih misij ISLD in SOE, ki so med drugo svetovno vojno kot odlično izurjeni padalci in radiotelegrafisti postali na slovenskem ozemlju prva vez med partizani in britanskimi zavezniki. Pred 80 leti je bil čas tiste svobode, ki jo je slovenski narod dobil ob zlomu okupatorjev in z njimi fašizma in nacizma, a obenem je bil čas lažne svobode, soočen s tretjim totalitarizmom, komunizmom in revolucijo, ki jo je izvajala komunistična oblast, zvesto posnemajoč stalinistične metode. 12 padalcev, likvidiranih od OZNE, je delovalo med partizani. Za Milanom Boštjančičem iz Hari se je sled izgubila že med vojno, oktobra 1944. Za Milanom Golobom iz Grahovega ob Bači in Ivanom Volaričem iz Idrskega med vojno ali po njej. Za Milošem Adamičem iz Škrbine, za Nikolajem Severjem iz Budanj in za Francem Ileničem iz Argentine se je sled izgubila poleti 1945. Za Radoslavom Semoličem iz Mirna v jeseni 1945, za Marjanom Fekcem iz Svetega Petra v Šumi in Zdravkom Lenščakom iz Novega mesta novembra 1945, za Alojzem Černigojem iz Tomaža in Josipom Dolencem z občin decembra 1945, za Alojzem Sivcem iz Libušenj konec leta 1945. Ivan Mikuš iz Črnega Vrha, ki je obolel, je bil po nekaterih virih umorjen leta 1948. Alojz Širca z Cola je decembra 1945 umrl v prometni nesreči v Ajdovščini na službeni poti v JLA. 7 preživelih padalcev se je soočalo s pritiski OZNE oziroma UDBE, 6 med njimi jih je delovalo med partizani. Ivan Božič iz Mosta na Soči in Miroslav Križmančič iz Slop sta se tik pred koncem vojne izognila likvidaciji, ker sta odprla zapečateno pismo štaba 9. korpusa glavnemu štabu z besedami: "Pošiljamo vam 2 angleška vohuna, zaslišite ju, likvidirajte, vse to opravite v najstrožji tajnosti." Ivan Božič je emigriral v Kanado in se v Slovenijo vrnil po 2 desetletjih. Miroslav Križmančič
pa je na zaslišanju utrpel hude poškodbe. Ciril Kobal iz Ponikev je z oporih Ozne preživel 4 mesece. Stanka Simčiča iz Bil je Ozna aretirala februarja 1946, nato izpustila in nadzirala. Cvetko Šuligo iz Gorice je bil aretiran od Ozne, a je pobegnil in emigriral v Gorico. Tudi Alojza Kneza iz Marije na Zili je Ozna aretirala, a je pobegnil in konec vojne dočakal na Koroškem. Vinčeslav Ferjančič iz Idrije, ki je sprva deloval med četniki in se nato skrival ter se po vojni javil partizanom, je bil aretiran od Ozne, vendar izpuščen. Emigriral je v Argentino. Antona Božnarja iz Polhovega Gradca, ki je prav tako deloval med četniki, jeseni 1943 ubijajo partizani. 2. Bojana Kolerja iz Idrije in Ivana Perona iz Vipave so ubili četniki. 3. poslanik partizanom, Valter Gorjanc iz Trsta, Zvonimir Jelen iz Slovenj Gradca in Andrej Škerjanc iz Postojne so padli med vojno. Ratko Zvoder iz Volč, sicer pripadnik ameriške misije OSS, je življenje izgubil, ker se mu padalo ob spustu ni odprlo. Ivan Rudolf, ki je na afriških in bližnjevzhodnih tleh poskrbel za urjanje bodočih padalcev in za krepitev njihove narodne zavesti, se v domovino ni vrnil nikoli več. Kot vemo, bi se lahko vrnil le pod pogojem, da bi med znanci vohunil za Ozno. Prvo knjigo, posvečeno padalcem z naslovom Angleški obveščevalci, vohuni ali vojaki, je v času slovenske pomladi leta 1989 napisal Jože Vidic. V tedanji Muzej ljudske revolucije Slovenije, predhodnik Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je prinesel nekaj fotografij s pripisom naj muzej z morebitno objavo fotografij počaka do izida knjige. To so bile v Nacionalnem muzeju prve portretne fotografije padalcev. 5 let pozneje, oktobra 1994, je bila na rojstni hiši Miloša Adamiča postavljena spominska plošča, ki jo je odkril padalec Ivo Božič. Isti mesec so svojci likvidiranih padalcev preživeli padalci in prekomorci iz Afrike s podpisanimi Tomažem Marušičem, predsednikom skupščine Novogoriške občine in drugimi predsedniki skupščin dotedanjih skupno 10 primorskih občin, poslali vlogo Svetu za človekove pravice Republike Slovenije za rehabilitacijo padalcev in z vlogo seznanili tudi predsednika države. Zapisali so, da se neuradno in šušljaje ve, da so bili padalci proglašeni za angleške vohune in da je to pomenilo izdajalce lastnega naroda, kar je bila pošastna obsodba in strašna krivica. Terjali so, da se institucionalno prizna storjeno napako, se zanjo opraviči in z rehabilitacijo slovenskim domoljubom povrne dobro ime. Zveza borcev je padalce isto leto simbolno sprejela v borčevsko organizacijo. Toda padalci zlatega častnega znaka svobode žal niso bili deležni ob 50-letnici vrnitve Primorske matični domovini, ki so ga bile na pobudo Zveze borcev deležne nekatere druge primorske skupine, pač pa leta 1999 častni znak svobode. Medtem je bilo že zdavnej konec prikrivanja resnice o padalcih. V prvi številki tržaške revije Mladika leta 1995 je Ivo Jevnikar objavil članek z naslovom Spomenik za padalce, v katerem je odstrl oznovski seznam padalcev iz arhiva Ministrstva za notranje zadeve in opozoril na oznovske spise o padalcih. Članek je naletel na izreden odmev in privrele so prve objave pričevanj preživelih Cvetka Šuligoja, Stanislava Simčiča in Cirila Kobala. Spregovorili so tudi svojci padalcev, objavljene so bile dotlej nepoznane fotografije. V Jevnikarjevih objavah so bili prvič predstavljeni dotlej še nikoli objavljeni arhivski dokumenti. Zaživel je niz oddaj na Radiu Trst A. Osebne spomine in razprave o britanskih misijah je objavil nekdanji častnik SOE John Earl, ki je dal leta 1998 pobudo za komemoracijo v Škrbini, ki jo je leto pozneje prvič z udeležbo počastil britanski veleposlanik.
Razprave so se razširile tudi na slovenske člane ameriških misij OSS. Leta 2000 se je že obstoječi plošči tu na Fakinovi domačiji pridružila nova, v spomin na 18 slovenskih soborcev ameriške službe OSS. Zgodovinopisje je padalcem posvečalo vse več poglobljenih raziskav. Nastala je prva razstava Ivan Rudolf in padalci avtorjev dr. Gorazda Bajca in dr. Blaža Torkarja. Predvajani so bili dokumentarni filmi, med njimi dokumentarni film junaške in tragične poti padalcev z naslovom Samo idealisti, scenarista Iva Jevnikarja in režiserke Marije Brecelj. Tudi Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je prepoznal nujnost hranjenja in predstavljanja dediščine padalcev in uvrščanja dragocenih ohranjenih predmetov v nacionalno dediščino slovenskega naroda. Del gradiva je bilo že predstavljenega na razstavi v Ljubljani in v zborniku Prekomorci in v zborniku in na simpoziju o Ivanu Rudolfu. Saša Rudolf je muzeju podaril celotno dokumentarno in izjemno fotografsko gradivo svojega očeta in očeta padalcev Ivana Rudolfa. Ciril Kobal je muzeju podaril fotografski album z oljčno vejico in delčkom padalske vrvice. Marica Merljak iz družine Merljakovih v Kairu, ki je tesno sodelovala s padalci, je podarila nekaj fotografij. Muzej hrani tudi dragocena padalska znaka Josipa Dolenca. V prihodnjih dneh se bo udejanila namera Barbare Nemec, žene vnuka Miroslava Križmančiča in celotne družine, ki se je odločila originalno depešo iz leta 1943, potrdilo o predaji denarja partizanom in povojno pričevanje Miroslava Križmančiča podariti muzeju. V muzej bo prišla tudi fotografija Ivana Božiča, ki jo hrani Robert Živec, nečak Milana Mahniča, ki mu jo je Ivan Božič podaril leto dni po vojni. Naj sklenem z eno od kitic iz pesmi, ki jo je v Egiptu napisal Milan Golob in jo z akrostihom posvetil Ivanu Rudolfu. Radovoljno bomo vse storili, učili hraber bit vojak, da zmago bomo zadobili, odpodili Nemce čez Beljak. Lahe izženemo čez Pjavo. Fantje, mi pa na naš dom uživat mir in naše pravo. Miru in pravice v svoji domovini nažalost niso užili. Nad njimi je bil storjen zločin, zamolčana je bila resnica, toda vrednoti miru in pravice sta močnejši. S svojimi domoljubnimi dejanji so ju prinesli na prihodnje rodove. Gospa Irena, najlepša hvala za vaše besede. Kot že prej odmenjeno, je danes z nami gospa Helen Tisdale, namestnica veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Njen govor nas bo spomnil, da mir, sodelovanje in prijateljstvo med narodi nikoli ne izgubijo pomena. Gospa Tisdale, beseda je vaša. Spoštovani župan, spoštovani častni gostje, dragi prijatelji. V veliko čast mi je, da sem danes prvič s vami tukaj v tem prelepem kraju. Rada bi se zahvalila lokalni skupnosti Škrbine in občini Komen za organizacijo tega dogodka. Z hvaležnostjo se spominjamo tudi dveh dragi pokojni prijateljev Škrbine, nekdanjega britanskega veleposlanika Davida Lloyda in Johna Earla, ki sta skupaj z lokalno skupnostjo neutrudno delala za ohranjanje spomina na padalce ter tudi zagotovila sodelovanje britanskega veleposlaništva na tem spominskem dogodku. Danes se, kot vsako leto, z hvaležnostjo poklonimo pogumu in odločnosti padalcev, ki so svoje življenja dali za osvoboditev svoje domovine. 11. november je tudi dan, ko se v Združenem kraljestvu spominjamo vse tisti, ki so dali svoje življenje za svojo domovino.
u prvi in drugi svetovni vojni te u drugih spopadih po svetu. Letos obeležujemo 80. obletnico konca druge svetovne vojne. V preteklem letu smo kot ambasada imeli čas sodelovati na več spominskih dogodkih, ki so prikazali ceno vojne za obe naši državi. Septembra smo obiskali vojaško pokopališče Commonwealtha v Beogradu, kjer smo se poklonili več kot 30 britanskim, avstralskim in novozelandskim letalcem, ki so med drugo svetovno vojno padli v Sloveniji. Njihov večni počitek nas spominja na vse tiste, ki so niso vrnili. V začetku leta smo obiskali Suhorje in Gornji Suho, kraje strmoglavljenja britanskih letal. Globoko so nas ganili dobrota, spoštovanje in sočutje, ki so jih Slovenci pred 80 leti izkazali ranjenim in padlim britanskim letalcem. To so vrednote, na kateri temelji prijateljstvo in partnerstvo med našima državama še danes. Ponosna sem, da danes Združeno kraljestvo in Slovenija tesno sodelujeta na področju obrambe in varnosti, tako na bilateralni ravni kot tudi kot partnerici v NATO. Trenutni dogodki nas opominjajo, da sta to sodelovanje in skupna evropska varnost danes pomembna prav tako kot sta bila nekoč. Danes je vojna znova na evropskih tleh. Ukrajina se bori za svojo pravico do obstoja in tako Slovenija kot Združeno kraljestvo trdno stojita ob strani Ukrajini. Nedavno neodgovorno ravnanje Rusije do NATO je jasen opomin, da je varnost Ukrajine neločljivo vezana na varnost NATO. Trajen in pravičen mir je ključen za Ukrajino in za Ukrajino bomo stali tako dolgo, ko bo potrebno, ker verjamemo v vrednote svobode in suverenosti. Te vrednote so bili tudi tiste, ki so navdihovale in vodile padalce, te žrtve, ki se jih v Združenem kraljestvu spominjamo 11. novembra. V iskanju prihodnje svobode in miru so mnogi dali največ, kar so lahko, svoje življenja. Naša dolžnost do njih je, da zagotovimo, da njihova žrtev ni bila zaman. V tem duhu bi rada zaključila z besedami britanskega dešifranta, napisanimi ob koncu Prve svetovne vojne in vklusanimi na spomenik Druge svetovne vojne v Kohimi v severovzhodu Indije. Ko se vrnete domov, jim povete o nas in recite, za vaš jutri smo dali svoj danes. In zdaj še v angliščini. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Najlepša hvala. Gospa namestnica veleposlanice, hvala za vaše besede, ki nas spominjajo, da mir, spoštovanje in sodelovanje med narodi vedno ostajajo temelj prihodnosti. Tudi naši padalci so vgradili svoje kamenčke ljubezni v velik mozaik naše samostojne, svobodne in demokratične države Slovenije. Njihov pogum in predanost so temelj, na katerem danes gradimo mi, ljudje nove dobe, ki spoštujemo žrtve preteklosti in hkrati ustvarjamo prihodnost. Kaj pa sporočamo danes za prihodnost? Prisluhnimo žaru mladosti, ki seva iz obrazov naših mladih, prav na njih gradimo svet, poln upanja, poguma in ustvarjalnosti. Sloveniji
danes in prav tako čez leto dni bomo tukaj ob domačiji Adamičevih skupaj, povezani v hvaležnosti preteklosti in zaupanju v prihodnost. Vsak nasmeh, vsak pogled mladih, vsaka iskra poguma, ki jo nosimo v srcu, je kamenček mozaiku ljubezni, ki gradi naš svet. Skupaj praznujmo življenje, prijateljstvo in mir. Naj nas moč skupnosti, toplina srca in žar upanja napolnijo, da skupaj ustvarimo svet, kjer vlada pogum, ljubezen in mir. Svet, ki ga bodo prihodnje generacije ponosno imenovale domovina.